Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Letos mineva okroglih 30 let od prelomnih dogodkov, ki so pripeljali do samostojne Slovenije. Te pa zagotovo ne bi bilo, če jo ne bi že ob ustanavljanju znali braniti tudi z orožjem. Enote ljudske milice, predvsem pa pripadniki teritorialne obrambe, so s konkretnimi akcijami takrat ob razglasitvi samostojne Slovenije dokazali, da ima Slovenija svojo vojsko, ki bo znala ubraniti to samostojnost. Največja enota teritorialne obrambe v takratni občini Idrija je bil 120. jurišni odred, ki pa mu je poveljeval Lado Sedej, ki ga danes prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Hvala za povabilo, lep pozdrav tudi vam vsem spoštovanim gledalkam in gledalcem. 30 let je minilo od teh prelomnih dogodkov. S kakšnimi občutki se danes spominjate tistih časov? Ja, moram reči, da se jih spominjam rad, s ponosom in seveda z velikim zadovoljstvom, da se je takrat izteklo tako, kot se je, da ni bilo žrtev. In kljub temu se zavedamo, da smo opravili neko nalogo, ker, kot ste že povedali, ne bi bila Slovenija samostojna, tako, če ne bi takrat tudi pokazali svoje obrambne moči in upornosti, tako kot že marsikdaj poprej v zgodovini. 30 let mineva od teh prelomnih dogodkov. Vaša vojaška kariera, če lahko tako rečem, pa ima še višjo obletnico. Bili ste rezervni vojaški oficir z razporedom v teritorialni obrambi. Da, takrat smo vsi fantje služili vojaški rok, razen če so bili zdravstveni razlogi za to, da ne. In po zaključku tega služenja vojaškega roka, ki je trajal leto ali tudi več, v preteklosti še tudi več let, si pač dobil razpored v eno od enot, bodisi v enote teritorialne obrambe ali pa v enote redne vojske, to je Jugoslovanske ljudske armade. Razlika je bila v tem, da Jugoslovanska ljudska armada je bila namenjena pač za bojevanje na celotnem jugoslovanskem bojišču v primeru agresije, napada. Takrat smo predpostavljali, da se to lahko zgodi ali iz zahoda ali iz vzhoda ali tudi iz severa, nikakor ne z juga. Po drugi strani se je pa poleg tega od leta 1968 dalje je nastala in se razvijala teritorialna obramba na podlagi izkušnje po agresiji Sovjetske zveze na Češko-Slovaško, ko je jugoslovansko vodstvo presodilo, da samo jugoslovanska armada ne bo zdržala morebitnega napada in da je potem se uveljavil koncept, da ima vsaka republika svojo teritorialno obrambo, ki bi potem delovala na svojem območju na partizanski, gverilski način, tudi po umiku armade. Skratka, da bi bili vsi skupaj močnejši. In ideja pravzaprav to ni bila vsem všeč, ker so že takrat nekateri razumeli, da to lahko pripelje tudi do krepitve, odcepitvenih teženj, ampak je prav strani Slovenije, našega takratnega politika Edvarda Kardelja in s hrvaško podporo je tudi maršal Tito to idejo sprejel. No in skratka, od 1968 naprej se je povsod in tudi v idrijski občini so se potem organizirali štabi, enote, se postopno opremljali, usposabljali in je potem bilo več reorganizacij, ampak v letu 1984-1985 je potem bila zadnja reorganizacija, v kateri je tudi nastal ta jurišni odred. No, jaz osebno sem odslužil vojaški rok v šoli za rezervne oficirje v Ljubljani, zaključil s činom rezervnega vodnika in bil potem vključen najprej kot komandir, poveljnik zaščitnega voda občinskega štaba, potem pa prevzel kasneje četo in leta 1985 tale jurišni odred. To je bila pač moja... In potem vsako leto je bilo normalno, če si opravil vaje in ni bilo nič narobe, si dobil en višji čin, zvezdico, tako da sem nekako prišel do stotnika v času vojne. Po zdajšnjem, takrat je bil to kapetan. 120. jurišni odred. Ja. Povejte nam, kako je bil pravzaprav sestavljen, koliko vojakov ste imeli? Da. 120. jurišni odred je bil, imel po formaciji, po spisku 143 pripadnikov.
Od tega je bilo okrog 10 članov v poveljstvu, 3 jurišni vodi, vod za ognjeno podporo, z minometi, s protioklepnim orožjem, pa pionirski oddelek, izvidniški oddelek in tudi sanitetni oddelek. Seveda potem tudi vse zaledje je bilo za saniteta, intendanca pa tehnično področje. Kako ste bili oboroženi? Oboroženi smo bili v začetku, je imela teritorialna bolj še to trofejno, staro orožje, še iz vojne, potem se je pa to izpopolnjevalo. To je v glavnem šlo na stroške občine, podjetij in republike takratne, tako da to je bilo pokrito ne strani države. Orožje se je pa dopolnjevalo, izpopolnjevalo z novejšimi modeli, tako da takrat od 1985 dalje smo imeli v glavnem tole nekaj avtomatskega orožja, kalašnikov, nekaj polavtomatskega, pa 2 mm manjšega kalibra, 62 mm. Skratka, lahka pehotna orožje to. Za tiste razmere kar sodobna. Se je pa stvar zapletla, ne, s tem orožjem v dneh pred osamosvajanjem. To orožje je bilo shranjeno v Črnem vrhu, v skladišču, ki ga je nadzorovala takratna Jugoslovanska ljudska armada. Da, očitno so vrhovi države in armade takrat ne zaslutili, da so neke težnje po osamosvojitvi, ki so bile seveda res, in potem je bil to en ukrep, s katerim so poskušali razorožiti teritorialno obrambo in tudi preprečiti potem nadaljnjo njeno delovanje. To je bilo v enem zgoščenem času, se je to zelo hitro zgodilo, tako da idrijsko orožje je bilo itak vse v skladišču JLA v Črnem vrhu, tako da ni bilo treba premikati, samo ključavnice so zamenjali, pa še kar je ostalo, so pa spravili. Po drugi strani je bilo pa vse v Sloveniji, vse nekaj občinskih štabov, kjer so pa to malček zadržali in tudi so imeli dislocirana skladišča, dlje trajalo in so potem, mislim, da je okrog 17 štabov v Sloveniji je zdržalo orožje. Po 2 dnevih je tudi bilo potem to strani predsedstva Slovenije zaukazano, prve dni pa ne. V Sloveniji je prišlo potem pravimo do delne razorožitve, ni uspela. Tako da je, mislim, da tudi 17.000 približno kosov orožja je ostalo v skladiščih in občin in tudi v centralnem skladišču. Tako da neka osnova je bila. Če vemo, da je bilo pa pripadnikov v mladini je takrat izhajala ocena. Če bi vse angažirali, kar bi bilo sposobno, je bilo okrog 70.000 sposobnih za orožje v Sloveniji takrat. Vojak brez orožja je... Seveda. Mi smo takrat, ko smo to ugotovili, smo pač protestirali, ampak ni bilo tisti hip kaj narediti. So pa potem ta isti ljudje, ki so bili vodilni poprej, govorim za njihovo občine in pokrajine, se izredno potrudili, da so poskušali priti ali nazaj do tega orožja s zahtevami, pa tudi konec koncev s krajami iz skladišča, za manjše količine. Potem so določena količina orožja prišla iz teh centralnih skladišč. Nekaj je bilo takrat nabav na črno. Republika Slovenija je v bistvu pretihotapila nekaj orožja noter. Videli so pa imeli primer, kad celo general Marjan Vidmar, ki je bil na visokem položaju v armadi, dovolil, da se je skladišče izvzelo 100 pušk starih, ki so bile sicer pod ingerenco narodne zaščite tik pred vojno. Tako da popolnoma brez orožja nismo bili. V prvih dneh, ko smo se zbrali, prvi dan je bilo tega orožja za približno tretjina enote, ampak že naslednji dan je pa potem ga bilo zadosti za vse, ker so tudi v prvih dneh nekatera velika skladišča bila zavzeta ali so se predala in je to orožje se potem pospešeno zelo hitro razporedilo po Sloveniji. In tudi po teh tajnih skladiščih, v Idriji je bilo to, mislim, da v banki, na avtomatiki. To je treba poudariti. To obdobje, skratka od maja 90 pa do začetka vojne je bilo obdobje
tajnega delovanja država v državi, ker tale iz odvzem orožja je spodbudil aktivnosti v to smer. Slovensko politično vodstvo se je zavedalo, da je treba voljo ljudstva, ki je bila na referendumu potrjena na plebiscitu, da je treba speljati. Po eni strani so peljali vse organizacijske in formalne postopke, da smo svojo zakonodajo vzpostavili, vzporedno tudi vojsko. Zgodil se je potem, če enostavno rečem, preklop poveljevanja namesto da teritorialni obrambi kot sestavnemu delu oboroženih sil poveljuje Beograd, generalštab, posredno preko republiškega štaba. Od slej naprej, od oktobra naprej, je poveljstvo nad teritorialno obrambo Slovenije prevzelo predsedstvo Republike Slovenije. No in v tem času so vsi ti, ki smo jih prej poznali kot zaposlene na občinskem štabu teritorialne obrambe, delovali v okviru te organizacije, ki se je vzpostavila prav v ta namen, da se to zorganizira, manevrska struktura narodne zaščite, ki je potem delovala seveda v popolni tajnosti, ker če ne bi živeli dvojno življenje, eno je bilo na videz opravljalo svoje dotedanje naloge, po drugi strani so pa organizirali enote teritorialne obrambe na ta način, da so bile sposobne delovati pa potem po povelju, ki bi prišlo za obrambo Slovenije. Pred prvim zborom vaše enote je bilo najbrž potrebno urediti vse evidence in tudi način klicanja, obveščanja vojakov, da naj pridejo na zborno mesto. Takrat mobitelov še ni bilo, ne? Seveda ni bilo mobitelov, bili so pa telefoni. Mi smo bili seznanjeni z to možnostjo, govorim za poveljnike enot, z možnostjo, da pride do oboroženega spopada nekje oktobra leta 90, in potem smo razmišljali, kaj lahko naredimo, poleg tega, da samo čakamo, in potem je bila ena predpostavka, da se lahko zgodi tudi to, da nas kaj prehiti, in smo se nekako dogovorili znotraj, vsi poveljniki vodov oddelkov, o tem, da se, če bo treba, sami obvestimo. To je bilo sicer z nivoja občinskega štaba usmerjeno, spodbujeno, ampak smo se dobili, se pogovorili, naredili sezname in smo upali sicer, da ne bo potreba, ampak smo bili pa saj na ta del pripravljeni. Seveda orožje v tem hipu nismo imeli, ampak tudi so nam dali vedeti, da neko orožje že nekje je. No, to orožje pa to, kar sem rekel, v Idriji ga praktično ni bilo, razen kar smo uspeli pol še dobiti. Prihajalo pa je od zunaj iz raznih virov in to orožje se je potem skladiščilo v tajnih skladiščih, ki so bila po našem primeru, recimo zaklonišča na Kolektorju, na Hidri, na postaji milice takrat, v Cerknemu, v Eti najprej, pa potem v prostorih pekarne, pa v Spodnji Idriji v gasilskem domu. Ponekod so pa to imeli tudi zasebniki na kmetijah, domačijah, tudi v svojih kleteh. Mi smo imeli na teh inštitucijah. In to je bilo tudi zelo tvegano, odgovorno delo, ostalo je popolnoma v tajnosti in to orožje bilo potem tisto prvo, ki smo ga lahko dobili tisti dan, ko smo mobilizirali. Mobilizacija je bila 28. junija, popoldne. Za nas, ja, mi smo bili malo v zatišju, ker v bistvu intervencija JLA je bila takrat usmerjena proti mejnim prehodom in proti letališčem, da bi to armada zavzela, da bi onemogočili komunikacijo Slovenije s tujino in da bi potem z nadaljevanjem operacij tudi zavzeli Ljubljano, počistili takratno vodstvo in tako naprej bi šle zadeve. Tako da so bili najbolj obremenjeni izpostavljeni tisti deli ob mejah z Italijo, z Avstrijo in pa seveda ob teh komunikacijah. Idrija bi sicer gotovo prišla na upoštev tudi v naslednjih fazah, če bi se vojna nadaljevala, ampak sreč potem tega ni bilo. No, zato smo pol mogoče kakšen dan kasneje prišli na vrsto, kot so prišli kolegi na Tolminskem ali pa na Južnem Primorskem ali pa v Prekmurju, ko je bil prodor
iz zagrebške strani Varaždinske ali pa na Dolenjskem, kjer smo, v bistvu tisti dan, ko smo se mi zbirali, je bil že ustavljena kolona na Medvedeku, pa spopadi v Radgoni, pa v bistvu je bil že tisti dan tudi zavzet, oziroma so se predali posadka po pritiskih in pogajanjih na mejnem prehodu Robič, Livk. V Rožni dolini je bil prav tisti dan, tisti spopad podvečer, ko so tanki, ki so prišli iz smeri Pivke, bili tam nekaj časa in jih je potem teritorialna v bistvu napadla. Tako da mi smo že dopoldne, prejšnji dan gledali, kaj se dogaja in smo ugotovili, da bo treba iti. In potem smo sama uradna mobilizacija pa izpeljana v petek 28. popoldne. Kakšen je bil odziv? Odziv je bil čez 90%, samo nekateri so pač iz zdravstvenih ali pa mogoče kakšnih drugih razlogov se izjasnili, da rajš ne bi, ali pa smo jih odpustili, da ne bi bilo kaj narobe. Namreč pred leti na Nivaji smo imeli že smrtni primer zaradi srčnega zastoja in nismo hoteli tvegati. Ta odziv nad 90% vseh upoklicanih je večji kot za vsakakršno vajo v preteklosti, ki smo imeli, ali pa tudi veliko večji kot marsikje drugje v Sloveniji. Po formiranju enote pa ste se najprej premaknili v Kanomlju, v Bozovik? Ja, tam smo prespali. Orožje smo dobili najprej na kmetiji pri Svetliku, to je tam neposredno zraven tovarne Avtomatika, in potem smo se na prenočevanje napotili v Bozovik in smo tam pa tam spodaj še ena domačija na Sivki. To je bil takrat tam gospodar. In naslednji dan smo se pa potem pomaknili bližje potencialnemu našemu cilju, namreč pričakovali smo, dali so nam pripravljalno povelje, naj se pripravljamo, da bi zavzeli to skladišče v Črnem Vrhu. Ukaz bi pa moral priti z nivoja pokrajine, ampak ga ni bilo, tako da potem ta aktivnost, pripravljali smo se in smo jo pa realizirali. Bili ste nastanjeni, se pravi v Godoviču? Bili smo na domačiji na Pesku in pri sosedu na Režišeh, so nas prijazno sprejeli, tako da smo tisti 2 dni potem tam se nekako prilagajali na to vojaško situacijo z mislimi in tudi sicer, malo obnavljali postopke in čakali, in se tudi pripravljali na to, če bo treba iti, predvsem poveljniki, poveljniški kader smo šli na izvedovanje, delali smo načrte, ne sami, tudi skupaj s protidiverzanskim vodom, s črnovrško četo, ampak potem je prišlo vmes do teh pogajanj in nekako do ocene, da ne bomo izzivali. Povelja pa ni bilo, seveda brez povelja bi bilo narobe karkoli se spuščati v neko tveganje, odgovornost, bilo pa tam res samo 12 vojakov, tudi to bi bil pravzaprav lahko zalogaj. Ampak potem je prišlo do tega, da so oni to, da so se splašili, da so zažgali skladišče, zaminirali in je nastala velika škoda, k sreči brez človeških žrtev. To je bila nedelja zvečer, ko je prišlo do te eksplozije. Da. To ste opazovali, to je bilo videti od daleč? Mi smo slišali in videli, da je to se dogajalo. Tudi smo seveda pričakovali, če bi karkoli treba posegati, ampak potem ni bilo do nas nobenega ukaza in smo počakali. Vedeli smo pa, da so tam bližje črnovrška četa, idrijska četa in oni so dejansko takoj potem tudi zavarovali to območje, da je ostalo. Čeprav ta ekipa vojakov se je, bi rekel, brez praske uspela izogniti. Ja, oni so pobegnili in so jih potem pa ulovili na Vrgore, kot pravimo, na prehodu proti Ajdovščini. Tudi vodniki, potem komandir je bil kasneje tudi na sodišču, vendar ni bil obsojen, oziroma so ugotovili, da je pač naredil, kar je lahko kar mu je bilo ukazano in po poveljniški odgovornosti ni bil spoznan za krivega. Takrat so se burni dogodki odvijali tudi na področju Vrhnike. Ja. Mislim, da je Ljubljanski hrib, ali kako se imenuje. No, mi smo tako, po tisti eksploziji smo bili že 2 dni tam in smo ugotovili, da pravzaprav ni varno biti, to smo bili dolg časa na istem mestu, pa tudi smo bremenili domačine. Zato smo se odločili, da se premaknemo, šli smo v Dole, tam je Zastelek tabor, domačija pri Cigalet pa pri Enšku.
in smo tam prišli pod večer, se probali zaspati, ampak se je takoj začel tam, smo gledali na Ljubljanski vrh, se je nekaj dogajalo, so rakete oslevali, pokalje in spet ni bilo spanja. Tako da smo potem ocenili, da bi bilo dobro se malo umakniti, tukaj, da se saj naspimo, da v primeru nadaljnjih spopadov lahko bomo sposobni to parirati. In smo se že odločili, da gremo skupaj s štabom, z odobritvijo občinskega štaba, da gremo v Kanomlo. Potem smo pa še, ko smo se že odpravili, naslednji dan je nas pa ta najbolj napeta situacija doletela na gorah in smo se ustavili na domačiji pri Svetletu in pri Lužarju. Prav zato, da smo čakali, kaj se bo zgodilo, bo treba seveda informacije so bile pa, da so šli tanki iz kasarne Vrhniki, kar je bilo res, in da so neka skupina specialcev ali v civilu se odpeljala nekam. In tudi takrat je prišlo povelja, naj pošljemo 10 najbolj sposobnih pred Godovič z namenom, da ustavijo prihod tankov, če bi prišel do tam. No, to je bila ena težjih, ali pa najtežja odločitev v tisti situaciji, kateri fantje naj gredo. Potem so se pa hitro najdli prostovoljci, moram reči, jih je bilo 8, brez kakršnekoli zadržka smo se zbrali. To so bili v glavnem nekdanji tankisti, ki so poznali, ki je tank občutljiv, kako se tudi s tankom spopadaš. Iz tega oddelka so tudi bili. In so se potem v spremstvu mojega namestnika Franca Jezerška so se odpeljali pred Godovič in se tam pripravili. Dobili so protioklepno orožje z olje, ki je tak čas pa že prišlo iz zavzetega skladišča na Šentviški gori. Potem k sreči teh tankov ni bilo do nas, so jih že ustavili teritorialci na Vrhniškem klancu in so se potem tudi ostali umaknili, tako da to je bilo potem nič hudega iz tega ven za nas. Je pa ta skupina potem ostala. Malo so se še zamenjali nekateri, ampak potem je ta skupina ostala skupaj, in smo rekli intervencijska skupina za posebne potrebe, recimo, in so ostali tudi tiste dni, ko smo potem mi že domov hodili, do 20. julija pod poveljstvom Igorja Grošlja, so bili ti fantje. Kasneje se je vaša enota premaknila na Idrijske Krnice? Ja, mi smo potem šli, so nas odpeljali v Kanomlo, bom rekel, dolina miru takrat. Smo se 2 dni smo bili na domačiji na Ovčjaku, tam smo tudi začeli potem malo domov spuščati fante, ki so bili brez rezervnih perila, pa malo razne skrbitve, da na 2, 3, 4, 5 ur, kakor je kjer najdu, da je prišel do doma, se pokazal in šel nazaj. Malo je začelo napetost popuščati, no po 2 dneh je pa potem, takrat je tudi že občinski štab izdal povelje o novi razmestitvi enot in mi smo potem šli na Krnice, smo se razporedili na celi planoti, od domačije na Pistancah, preko domačija pri Kendu, na Hribu, na Kalu, Pavlovski koči. Kakšen je bil odnos domačinov do te vaše enote, do vojakov? Izredno gostoljuben, so nam ponudili, kar smo jih poskušali čim manj obremenovati. Hrano smo strmili svojo skrbo, reč pa smo se namestili po senikih, skratka pod streho smo bili, tudi kar je bilo nujno tudi v hiši. Seveda, zdaj tisti, ki smo bili v poveljstvu, smo imeli razne papirje, pa smo morali kaj narediti, tako da smo bili znotraj. Tudi so nam ponudili tudi poslo v nekih primerih, kjer je bilo pa tako da gostoljubnost popolna in smo jim hvaležni. Mogoče smo to premalkrat jim izrazili, pa zato še se trudimo še kaj narediti, da tudi zdaj jih obiskujemo in bomo še obiskali, tudi če jih vmes mogoče nismo dosti. In mislim, da tudi oni cenijo, da jih nismo pozabili. Pa tudi, moram reči, da smo tudi, kjer se je le dalo, kjer je bila potreba, tudi pomagali jim. Oni so, takrat je bil čas košnje in je bilo veliko dela in so potem neki naši fantje pomagali pri teh delih. Kako pa so vojaki doživljali to situacijo? Eno so običajne vaje,
drugo pa je trenutek, ko ti predpostavljeni izroči pravo puško s pravimi naboji. Ja, zanimiv je bil ta prehod. Kot sem rekel, odziv je bil zelo velik. Pravzaprav smo se morali zmeraj in skozi zavedati, da se lahko kaj zgodi, ampak mogoče pa vendarle smo bili prepričani ali pa smo vsaj zelo upali, da se ne bo nič zgodilo. Potem pa, ko smo dobili orožje, je bilo še pravzaprav nekaj podobne kot na vajah. Vsi pa povejo, ko smo začeli deliti municijo, ta pravo, in to ne tako popiti skupaj kot na vajah, ampak kar je bilo tega že takrat kar veliko, kot makarone, če malo enostavno povedal. Takrat so pa tudi res zares. Še bolj zares je bila pa naslednja stopnja, ko smo začeli deliti prve povoje. Pa pred pripravah na napad na Hodovič tudi nosila. Pa to zgleda kar, ali pa takrat, ko je bil potem po radiju, mi smo veliko potem, smo si radio zrihtali, tam si še najbolj dobil vtis, kaj se dogaja, iz te splošne situacije, ko je bil en dan v nedeljo dopoldne napovedan vzlet letal in splošen napad na Slovenijo. To je bilo res napovedano in tudi so se letala dvignili, potem pa ne. No, v tistem trenutku smo s te domačije, takrat smo bili na pesku, se omaknili v gost, ampak je bilo kar, tudi na obrazih smo seveda, tudi meni je bilo vseeno, ampak je bilo zelo različno smo dojemali. Tudi v takih situacijah se to tudi pokaže, koliko kdo zmore, ampak je čist normalno, tudi strah, pa bojazen, negotovost, vse je prisotno. Ampak to ni povzročilo potem nekih ekscesov, izpadov, karkoli smo preživeli, to fazo. Zdaj ne znam pa oceniti seveda, kako bi bilo, če bi pa zares. Tudi je treba vedeti, mi smo bili takrat različnih starosti, najmlajši so bili okrog 20 let, ravno iz vojske ven, najstarejši smo bili pa že tam čez 40, v teh letih tudi človek drugače razmišlja, pa so za družine, pa karkoli, pa tudi kondicijsko smo bili različni, tako da je bilo tudi tem razmišljati, kdo je za kaj sposobna. Danes mineva 30 let od teh dogodkov. Kako gledate na ta prelomni čas pravzaprav? Ja, takrat so se 10 let pred tem, v 80 letih so se razmere slabšale v Jugoslaviji. Tako v političnem, mednacionalnem, ekonomskem smislu. In smo tudi če prej nikdar nismo mislili, da bo prišlo do tega, smo ugotovili, da pravzaprav ni druge poti, kot da Slovenija gre na svoje. Tudi ta zavest na splošnem je zorela in dozorela in je bila pravzaprav edina prava odločitev, da smo tudi tisti, ki smo bili pač v tej vlogi, te obrambne sile, ki je bila najprej mišljena seveda širše. Mi smo se zmeraj pripravljali za obrambo domovine. Takrat je bila domovina Jugoslavija, ampak v teritorijalni smo bili namenjeni za delovanje na svojem območju. Pomeni, da je bila moja domovina res tisti ožji prostor, ki sem ga tudi dobro poznal, tudi so nas ljudje sprejemali in vse. In pravzaprav ta odločitev je bila edina prava možna in bi bilo tudi, bi se očital, če bi takrat se izognil, če ne bi imel za to nekega razloga. Tako da nesporno je prav, kot sem rekel že prej, smo ponosni na to, da smo bili zraven, da smo pač bili pripravljeni, smo tudi tvegali, že s tem, ko smo vzeli municijo pa orožje, pa šli tudi s tem domov, navsezadnje smo tvegali. Smo pa zelo srečni, da ni prišlo do teh primerov. Drugo je pa, da so pa, ko se pogovarjam, pa tudi sam smo seveda pričakovali, da bo zdaj še kaj drugače kot je. Niso vsa pričakovanja izpolnjena, ali pa niso še, v življenju države je 30 let veliko, ali pa tudi ne. Marsikaj smo dosegli, marsikaj pa tudi nismo. Veliko nekdanjih teritorialcev je organiziranih v veteransko organizacijo. Vi ste tudi tam aktivni, tudi danes ste prišli v studio v uniformi veteranske organizacije. Kako deluje, koliko članov združuje, se vsi veterani zanimajo za akcije, za projekte? Ja, zdaj, seveda smo si zelo različni pri vsaki stvari in tudi pri tej. Če osebno povem, jaz pravzaprav, ko je bilo konec vojne teh dogodkov, smo šli vsak
po svoje, nekaj na svoje delovno mesto, karkoli, smo si mogli najti svojo pot naprej. Takrat je bila tudi sprememba družbeno-ekonomskega sistema v tistih letih. So se začela privatna lastnina se je uveljavljala. Marsikdo je že takrat imel svoje firme ali pa so se firme transformirale ali karkoli je bilo. Neko svojo pot naprej si mogel peljati, ki ni bilo rečeno, da bi enostavna. Tako da pravzaprav šli smo takrat na razen z občutkom, da se nekaj dosti, da ni bilo nič, če pa enostavno. Marsikaj reče, še zdaj, se ni bilo nič, ni bilo nobenih žrtev. Ampak reči, z leti ali pa koliko prej čas upokojitve ali pa kaj, posebno se malo brez še spomniš na to. In zdaj, pri določenih ljudeh je ta interes za sodelovanje, za druženje, za obojene spominov velik, pri nekaterih zelo velik, pri nekaterih še rečem malo manjši, ampak tudi če so spodbujeni, redki so, ki so čisto dal na stran pa pozabili. No in organizacija, ki je bila ustanovljena pred 20 leti, Združenje veteranov vojne za Slovenijo na državni ravni, ima čez 20.000 članov, sedaj združuje predvsem nekdanje teritorialce, ker nekdanji pripadniki policije oziroma milice takrat, ki so tudi sodelovali, so imeli svoj delež pomembno v tem, imajo svojo organizacijo, s katero sodelujemo. Zdaj po nekih podatkih je vseh veteranov s statusom čez 65.000 se biti v Sloveniji, to ima za primerjavo. V idrijski občini se število članov bliža 300, mislim, da v zadnjem času nekoliko narašča, tudi zaradi aktivnosti, ki jih imamo zdaj v zadnjih letih, in pa na severnem Primorskem za primerjavo okrog 2000. Pretežno veliko so to tele, ki imamo že malo več časa. Tudi jaz sem se bolj aktivno vključil po odhodu v pokoj, ko so me povabili pa pripričali, da sem prevzel celo eno funkcijo predsednika pokrajinskega odbora Severno-Primorske in obenem tudi predsedstva na državni ravni. To sem pač odslužil en mandat na tem, kar mi je bilo po svoje izziv pa zanimivo. Zdaj pa se poskušam bolj usmeriti pa v to svoje okolje, da se poskušamo dobivati s temi nekdanjimi soborci. Pa mislim, da je v naši občini v okviru območnega združenja je zmeraj več poudarka tudi temu danu. To je enota Jurišni Odrec se je dobila pred 2 leti. Prvič je prišlo približno polovico članov. Za leto smo načrt tudi še nekaj obiskov v obliki pohodov. Smo se že tudi povezali z domačini, da vidijo, da jih nismo pozabili. Po drugi strani pa so druge aktivnosti, da se zbira gradiva, fotografije, zapisi, da sodelujemo v zbornikih, ki se izdajajo. Lansko leto je bil izdan zbornik Severni Primorski. Pred leti tudi že en debelejši, ampak ta zadnji je malo povzetek vseh dogajanj. Idrijska občina zastopa nas približno nekaj čez 20 strani. Z mladimi delujemo, zelo uspešen je ta natečaj, ko otroci pišejo po pripovedovanjih svojih staršev, starih staršev. Letos so sodelovali čez 64 mladih. Vse mogoče ni tako pomembno, to je čisto točno in prav zapisano, ampak pomembno je, da ljudje in mladi vejo, da se je nekaj dogajalo, da so pravzaprav njihovi starši doživeli nekaj posebnega in tudi prispevali k temu, kar imamo zdaj oziroma kar naj bi imeli. Star pregovor pravi, da je lahko biti pameten za nazaj. Pa vas vprašam v duhu tega pregovora, bi ponovili to izkušnjo, bi storili kaj drugače, vam je za kaj žal? V grobem ne bi nič spremenil, zdaj podrobnosti pa seveda. Kdor dela tudi napake, ampak nobene take hode ni bilo. Najbolj bi se sekiral takrat, ko sem šel not, če bi potem bile žrtve. To so bili ljudje, s katerimi smo bili skupaj v službi na cesti, smo se poznali. Mislim, da bi to zelo težko preživel, če bi se zgodil kaj takega. Sploh pač če bi bil s kakšno odločitvijo vključen v to, da bi se to zgodilo po nepotrebnem.
Že vrsto let pred samimi prelomnimi dogodki je teritorialna obramba delovala in sami ste v enem odgovoru rekli, da je pri vas dišalo po Slovenski vojski že veliko pred letom 90. Ja, zagotovo. Lejte, mi smo bili, ne le da smo imeli poveljevanje v slovenskem jeziku, ne le da smo imeli posebne uniforme, smo se razločevali drugega. Predvsem smo, kot sem rekel, bili namenjeni za delovanje na svojem terenu, usposabljali smo se na svojem terenu, na vajah smo se srečavali z ljudmi, domačini in so nas tudi oni sprejemali kot svoje. In da ne govorimo o tem, da je bilo tudi financiranje strani občin in republike. Tudi velikokrat smo v uniformah hodili, potem šel malo služba pa na vaje. Tako da smo se počutili res med domačimi in tudi občutek je bil, da je pač vredno braniti. Še enkrat, to smo takrat delali vaje na predpostavki, da nas bodo Italijani ponovno ali pa iz vzhoda, kdorkoli. Nismo mislili, da bo do tega prišlo do čist na koncu. Ampak vendarle, lejte, mi smo pripravljeni braniti svojo domovino, ne glede na to, kdo je bil nasprotnik, od kje bi prišel. Zato gotovo pravim, lahko, da je nekomu zadišal po Slovenski vojski leta 90, ko je bil tisti postroj v Kočevski Reki, ki je bil zelo pomemben. Sam to lahko čuti, reče tisti, ki ni bil nikoli v teritorialni obrambi. Žal je zdaj to, da to je nekako kar povzeto, da imamo kar to zdaj ostaja kot skoraj eno krilatica, eno geslo, ampak za nas to ni tako. Mi smo bili, kot rečeno, prej smo se že tako počutili in tudi teritorialna ni nastajala 90. leta, ampak se je razvijala vsa ta leta in je potem samo sprejela tisto nalogo, ki je bila za tisti trenutek aktualna. Lado Sedej, poveljnik 120. jurišnega odreda. Čestitke ob državnem prazniku, čestitke ob tem jubileju, 30-letnici Slovenije. Hvala, da ste prišli v naš studio in hvala za ta pogovor. Hvala tudi vam za povabilo in seveda čestitke tudi vsem občanom in občankam za praznik današnji in seveda tudi za občinski praznik. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.